za 6 evrov, veš, ima motor, vino, se razpade, ne gre. Tale se ustavi, noče snemati pol, ne vem zakaj. Ja, dobro je. A bomo šli kar? Lahko, Kar? prosim lepo. Zdaj boste kar vi. Evo. Lahko. Torej, jaz bi bil zelo vesel, če poveste ne samo to, kar ste delali, ampak tudi vajine izkušnje, a ne, z glasbo. Kot mladi, a ne, ko se vračate v spomine, kaj je bilo tisto, kar imate najprej v spominu? A ne? Vi ste imeli celo življenje poseben odnos do glasbe, si ste nenazadnje delali z glasbo, ampak tisti prvi spomini, ki segajo v izkušnje z glasbo. Glasbena šola, Franca Šturma, Šturma. spodnja Šiška, klavir. Klavir. Ja. Pa so bili lepi spomini, recimo, Ja, na to? Ne? bolj slabi, ker sem v vežbalnici, vežbala, nismo imeli klavirja doma. Jaz sem vojno dete, ne, a veste, in po vojno ni bilo fajn in je bilo mrzlo. Aha. A poznate šolo? Ja, ja, ja. Šiškega? No, je tiste v kokošnjah tam noter, tista mala zraven, ne, tam noter smo, soba 7 ali ne vem, kjer je bila, tam je bila vežbalnica. In tam je bil en zelo šklemfan klavir, ki je imel zelene tipke, ker je bil ja, to je leta 48 bilo, ker sem šla v glasbeno šolo. Tako da sem zelo rada igrala, sam zebelj me je. Aha. Pa očeta sem imela s sabo, pa me je grel, pa sem se grela tam. Pri kom ste se poučili? A se spomnite? Najprej bil profesor Herzog, en nemški profesor, zelo fajn. Potem sem imela pa Varlovo. Varlovo. Na srednji pa pol Hrenovo. Potem ste bili na srednje. Jaz sem se pol začela učiti čelo, ker so rabili čelista za orkester. In sem bila že kar pozno, ker sem se začela čelo učiti. 13-14 let, nekaj tako, 13. No in sem imela na srednji šoli pol stranski predmet klavir. In tam je bila pa Hrenova, prva žena od gospoda Hrena, televizijskega. Dušana. Dušana, ja. In pol so me hoteli pa na srednji dati uredno in hvala Bogu te neumnosti pa nisem. Pa sem bila čist na tem, zgroza sem se ji fajn zdela, ker na stranskem predmetu sem znala veliko, ne, ker sem imela nižjo narejeno klavir, ne, tako da, to, skratka, to je bilo prvo srečanje z glasbo. Kaj pa zunaj glasbene šole? So Ja, bili saj kakšni ni bilo, ne. zbori? Ja, zbori so bili, Aha. ja ne, pa povem. Niti ni, Radio. Bitenc je začel, radio smo imeli. Plesi, Ja, plesi so bili pa pol kasneje. kasneje. V Aha. gimnaziji. No, si, Jaz na 6. gimnaziji plesi, ne, to so bili pa znani, je Ivanka Krašovc pela, takrat zelo mlada je začela, se ne vem, če je bila tudi to kamijena, 17 je bila stara, ki je pela, pa ne vem, kdo je bil orkestrašov, se pa ne spomnim, ker en ansambel jo je spremljal, to so bili znani plesi na 6. jaz sem bila na 6. na Šubički. Drugače pa. Ja. Ni bilo kaj dosti. Mene so zelo na tesno držali. Te so bili tudi drugje, samo to je bilo v šoli, pa to sem še lahko šla na te plese v šolo, drugam pa ne. Je bila hora legalis doma. Ja. Ni tako, kot zdaj, ki grejo ob 10 zvent šele, jaz sem mogla biti genau ob 10 doma, sekvent. Kaj pa radio? Takrat je bil tako, ne, okrog že. Ja, radio je bil prej, ne, televizijo sem videla, jaz ne vem, koliko sem bila. V zadnji gimnaziji, 7., 8., kjer, ne vem. Ja. Nismo imeli, ni bilo televizije takrat. Jaz sem zelo stara. No, mislim, ne zgledate. Ja, no, hvala lepa. Mislim, da smo se vsi rodili pred televizijo. Ja, jaz ne. Jaz resnično nismo imeli. Ja. Ja, ni, mogoče tudi, kaj pa vem.
Ja, pa saj ni- 57 je začela poskusno oddajati, a ne? 58 Ja, je to zdaj zares. 58 zares. No, jaz sem bila takrat v predzadnji višji gimnaziji, ne. Ja. To je bilo tako. Potem pa mi smo imeli, vi ste šolo tudi soboto, ne. Ja. Ni bilo časa. Jaz, glasbena šola pa gimnazija, to ni enostavno. Ne, ni bilo. Nismo, ja ni, 58 je začela ljubljanska, pa vem, ne, Zagreb je začel 6, ne, ja. Radio pa, kaj se, ob nedeljah ob 8 pravljicah, to sem poslušala zelo rada. Ja. Pravljice so bile, ne, ob Pa vi, nedeljah. Magda? Jaz pa izhajam iz vasi, pravzaprav prihajam iz Mežice, kjer je bila seveda situacija še popolnoma drugačna. Imela sem pa morda to srečo, da je bil oče amaterski glasbenik in se je v tistem kraju zelo ukvarjal. Bil je dirigent pihalne godbe Rudnika Mežica, prizarjali so operete, potem tudi dramske. Tako da doma smo imeli kar enih inštrumentov in ko je prišlo do vprašanja, pravzaprav, kaj naj grem študirati, sploh ni bilo debate, ne, mene vprašali, ne mamo, sem mogla iti v srednjo glasbeno v Maribor. Prej sem na Ravnah na Koroškem nižjo naredila, pač v podobnih pogojih, kot je Lela povedala. Klavir smo sicer imeli doma. Sam medij, radio smo ga sicer imeli, ampak v Mežiški kotlini je še zdaj problem signal in ni bilo signala in smo v glavnem avstrijske oddaje poslušali. Tudi potem televizija, ki je 57, 58, to smo samo avstrijsko televizijo poslušali, ker signala do gor ni bilo. No, tako da, se pravim, tudi nimam nobenih spominov, ker sem bila pa potem in v Srednji in v Ljubljani tako imenovan vozač, stanovala po internatih in zelo skromnih privatnih šolah. O kakšnem radiju ali televiziji seveda ni bilo govora. Šolo smo imeli do sobote, potem šel na avtobus pa domov. Tako da je bilo edino tisto, kar ti je šola pravzaprav v tistem času, zlasti srednja mariborska, kjer sem že prej povedala, to je bila bolj, učni program te šole je bil neprimerno bolj skromen, kot je pa današnji. Jaz sem klavir, pa zraven še me je Miro Petrač violino učil, ker so tudi v orkestru rabili in smo neki pomagali, kakor je šlo. No, da bi na koncerte hodili, opero so nas še peljali šole, da bi pa sami, ni bil niti čas, niti denar. Radia, kot že rečeno, nismo imeli. V Ljubljano, ker sem prišla na pedagoško akademijo, sem se pa potem edinka je bilo vključila v akademski pevski zbor Tone Tomšič in mi je tisto pravzaprav nudil eno glasbeno zavetje, predvsem pa tudi družbo, prijateljevanje, ne. Po koncertih smo pa takrat presnet malo hodili. Smo manj gotove v spominu, ampak se pravi, niti ni bilo denarja, niti ni bilo tako popularno, da bi si vzel abonma pa šel nekaj poslušati, ne, tega pač ni bilo. No, to je bilo šolanje, recimo, tako, kakršno je bilo, ne. Naredila sem pedagoško akademijo, potem mi je pa profesor Alojz Srebotnjak predlagal, da mi priznajo prvo stopnjo in sem šla pol na akademijo, profesor Šivica, nekaj s klavirja matrala, pa ni bilo prav uspešno. Potem smo pa zelo hitro že v službo potegnili, ker je bilo pomanjkanje glasbenih pedagogov in me je profesor Radovan Gobec, ker je imel svoje otroke na osnovni šoli Tone Tomšič, preden da sem še kot študentka šla tja učiti glasbo. In zaradi tega potem tudi ne diplomirala na akademiji za glasbo, ker je bilo pač potem ni bilo več časa, pa je prišel mož, otroci, tako da imam pedagoško. Kako ste pa prišli na radio?
Jaz sem bila prej 8 let v operi, v orkestru, potem sem pa... Čelo? Ja, seveda. A da bi še kaj igrala, ne? Klavir? Dosti v klavir. Ja, se rabijo, klavir je dosti v operi. Predvsem za korepeticije, ne, ki se učijo solo pevci. Ja, iz osebnih razlogov sem zapustila tam in sem tako, ne vem, sem jim bila všeč. In na radio ste šli pa potem Direkt na v glasbeni program Ja, mladinski? takoj, res je. Kaj pa vi? Jaz pa nisem šla tako, kot že rečeno, me je profesor Srbotnjak nekako zelo imel za svoje tam na pedagoški in mi je že takrat začel nagovarjati, naj grem na radio, ampak sem poskusila najprej 5 let pedagoško, za kar sem bila usposobljena, sam so mi potem glasilke nekako izdale, da ni šlo več in potem sem se odločila in mislim, da je on tudi malo, da sem potem prišla na radio. Lela je že bila tam, jaz sem morda en let kasneje, mislim, da sem leta 73 prišla najprej v zabavno redakcijo, potem so me, potem je pa bil vodja tega glasbenega, takrat glasbenega oddelka, zdaj ga ni več, Marjan Vodopivec. In me je on enkrat poklical, da bi šla pa pravzaprav, on je bil pa velik zagovornik te mladinske glasbe, sam tudi marsikaj napisal za mlade, no da tam so se pa zrelo začele, našle in začele sodelovati in to je trajalo do danes. Katerega leta ste vi prišli? 1972, oktober. Se pravi, eno leto prej samo. Ja, že ne, a nisi bila ti v zabavni? Ja, ampak sem 73 leta. Vem, da sem let dve. Mislim, da Za mano si ja, prišla. 73 sem prišla in potem nekaj pol leta, let mogoče, da sem bila v zabavni. Pol so nas pa nekako osnovali ta mladinski oddelek, čeprav da je bil že prej močno od Janeza Kuharja, Janeza Bitenca, te so bili začetniki. Ja, oni so 56, mislim, da so imeli tisti svoj slavni zborček, ne, Janez Kuhar, mladinski in otroški. Samo pol je pa, se je izpela, pač eno obdobje se izpoje, ne, in potem je glavni urednik Marjan Vodopivec. Pred mano je bila gospa Marjana Mrak. Marjana, ja, no, ona je bila. To sem res čisto Ona je mene sprejela. ja. Tako da so bile, samo ona je imela ambicije iti na simfonično, kaj pa niso. Ne vem, to ne bom ne. Marjana Mrak in gospa Rezika Koritnikova. Ona je te zborčke imela, one so, mislim, da gospa Rezika je bila sploh takrat, ko je bil še Janez Bitenc prvi. Ker Janez Bitenc je ustanovil, ne, se zdi, to redakcijo, ali kako je bilo, ne. Ja, on je bil pravzaprav začetnik. Sam potem mlade sile, ne, gospa Marjana Mrak je prišla kot pač cela generacija mlajša, ne, in so se začele stvari malo drugače razvijati. Takrat je nastal, povabljen je bil za dirigenta Matevž Fabjan, dirigent Matevž Fabjan, in to je bilo pa potem čisto nekaj drugega. In je mladinski pevec, ja, to bi moglo v zboru veliko povedati, ja. Drugače je bilo pa, Janez Kuhar je nekako se poslovil, pa smo pa tam mlajši začeli pač drugače, je bilo precej drugačno, je veliko bolj razširjen. Smo pa nekatere vdaje podedovali, no. Je že bile Iz glasbenih šol. šol so imeli, pa mislim, da so bile glasbene pravljice imela gospa Rezika, potem Če ni bil mladim že tudi takrat. ne, Ne. mladim sem jaz začela. In to je bil cikel od Od glasbene glasbene mladine in mladine, sem ja. njihov naslov povzela, ne. In smo v glavnem tisto, kar so
njihove koncerte snemali in tako in predvajali pri nas. Torej, To je bilo, se pravi, od začetka, ko je glasbena mladina začela prirejati koncerte, ste vi ja, sledili to. smo bili kar hmali, ja. Aha. Tudi zaradi Grožnjana nekako, čeprav tudi iz Grožnjana je sam poletje bil, ne. Mi smo bili poslani, v glavnem, se so bile obe, ne vem, katera leta sem že bila. In to smo šli v glavnem za en dan, za reportažo narediti, veste. In to s tehnikom in reportažo smo naredili, pa malo glasbe. Ker tam tudi od začetka Grožnjan je bil zelo bogi, ne. Tudi kasneje se je razvil to zelo. In so čudovito dvorano pol naredili, jaz sem čez, ne vem, kasneje spet, čez enih 10 let spet enkrat šla in takrat je bila pa že dvorana čudovita, tako da si dol padel. Prej smo pa tudi kar po tistih ovinkih tam, pa v loži, če ste bili v Grožnjanu, ne, v tisti loži smo imeli dol na plac, tam noč smo snemali. To je bilo res samo kot tako reportažica, ne? Ni bilo to ne vem kako posneto, čeprav so naši tehniki čuda delali. Vedno so bili super, dobri. Pa ste imeli kakšna navodila, kako delati, a vas je kdo usmerjal od višjih urednikov, od starejših? Ali je bilo to prepuščeno? To smo se kar učili sproti. Tako kot je že rekla kolegica, nekaj smo jih podedovali, recimo iz glasbenih šol in to. Takrat smo se pa kar sami izmišljali. Pravzaprav, če se zdajle spomnim, ideje so padale, ni bilo omejitve, glede tega več si naredil, boljše je bilo. Pa zastojn je bilo, ne? Mladinska redakcija, mi smo bili zastojn. Plača je bila itak najslabša na radiju in na televiziji sploh. In potem pa otrokom nismo nič plačevali, ne? A veste, to je bil zelo pocen program. In zato je bilo ogromno, ne? Veliko, čim več, pa še. No, vse smo bile neumne, da smo to. Ampak smo pač radi delali. Je bilo lušen. Z mladimi izmeli lušen dela. In takrat, veste, zdaj ima že vsaka hiša ima svoj studio, ne? Vsak malo kajkoli dela, se že snema v kleti, ja, ne? Takrat pa ni bilo, je samo radio lahko. In to, ko je dobil na kasetki tisti posnetek, to je bilo res kot namesto honorarja, ne? Ja, veste. Tako da, taki so bili začetki. Kako ste pa s temi vodstvenimi kadri oziroma z vodji sodelovali? So bile kakšne, danes bi rekli, politične reči, ki so bile pomembne, ali pa da je nekdo izpostavil kakšno vsebino, temo? Ja, so bile. Jaz se spomnim, 2, 3, tudi takrat je bilo kar zelo politično, se moglo kar malo paziti, kaj se da. Pa šele kako. Ja, mi smo imeli sestanke, ne, vsak, ne, v ponedeljek ob 9 zjutraj redakcija, ampak to vse Mladinska simfonična operna, vsi. A ste bili vsi? Vsi na takih sestankih, vsi, vsak ponedeljek. In tam so bila pa, seveda, Titovi rojstni dnevi, to si mogel paziti. Prosti, da jaz povem 2 primera, ja, ki ste že ravno vprašali. Ti si meni se bila, ko smo dali, ko je bila velika noč, pesmico o Zajčku, se je šlo na zagovor. Spomnim se Boruta Kozmosa, kako ste se šli od tistega traka, ko je odrezal. Takrat, ko se je maršal, naj bi se nekaj oženil in smo dali pesmico, Čuk se je oženil. In se je ustrašil tehnik, pa ni Lela dala, ampak se je tehnik zmotil. Potem je trak rezal in prelepo, da je bila ona kriva. Da sem bila jaz kriva, ne. Ker je bilo na istem traku, prva točka, druga. In ne vem zakaj, tako so nam pač zlepili in je to se zgodilo. In je pridem zjutraj v službo, Tanja gleda, Lili kri, ampak so vedeli, meni tudi klicali me niso gor. Marjana Mrakova je šla pa na zagovor, ker je takrat, ko je bil že v bolnici, je dala Prokofjevo opero Zaljubljeno trio Oranže. In ker tam se konzili o norem kralju pogovarja, koga je bilo že narobe. Mislim,
toliko o tem. Sem se nam je zdel čisto normalno, nismo No, zdeli. se ni No, noben tako. sekir odvajal. Ja. Ampak ni bilo to namerno, mislite? Ne, Ne, to so ne, nas pa kje. poznali, da ni noben to za nalaž. Sam je, jaz Se pa tudi zgodi, nekako ne. Se pa zgodi. reagiram, ne, zelo, zelo. Kam ste morali pa na zagovor, tako, če ni to? No, jaz nikam. Jaz Ne, no. ne. Mogoče, da je do šefa, da te A upozori ja, da je tako nekako. Ne šef, vem, aha. jaz sem samo druge primere, ki so mi ostali v spominu. Mene, A veš, kaj je bilo še, pardon? Majda Majda- Vrtinč. Lili Marlen. Kaj je huj, tisto je bilo pa zelo na tem, Tisto je da bilo. je žila zaradi takrat. Ja. Tisto je bilo pa hudo. Ker je, pa ona sploh ni vedela, ker Ne. tudi po vojni otrok sploh ni vedela, kaj je Lili Marlen. Ja, ja, ja. Tako da No, tako je. drugače pa ni bilo kaj hujšega. Pol je pa Stane Sušnik na televiziji zaradi Lili Marlen. Ja, ja, on je, tega se Pa spomnim. Ja. danes se ve, da je to v bistvu pesem za vse vojne junake, ne v bistvu. Ampak takrat, ker so je nemški vojaki to prepevali, je bilo pa to diskriminatorno. Ja, ja, tako je bilo. Lušni spomini, vsekakor, prijetni spomini, ni bilo nič hudega. Ja, drugače smo pa tako, kot prav, sami smo si izmišljali oddaje, šolam ni bilo treba nič plačati, tehnika je bila na razpolago, šole so se same nekje ponujale, več ali manj tako, a ne, da smo jih imeli pravzaprav kar tudi stalne stranke, recimo so gotove šole, ki so bile močnejše, seveda so potem same izbrale, nas poklicale, oni program sestavili. Če ni bilo možnosti, je šel reportažni avto tja v šolo, če ne, smo jih v nas studio poklicali in to je bilo za te mlade dostikrat zlasti iz podeželja, jaz pač rada o podeželju govorim, ker sem sama v tem. Ja, je bila to ena še dodatna izkušnja in doživetje, ne samo to, so potem vdaje slišal, ampak sam ta snemanje tudi v bistvu. Pa Ne, da bilo so za njih, hišo, ja. Da so lahko sploh V noter hišo not prišli, prišli, pa ja, na- studije na- smo jim pokazali, ne. Pa pisarno, kjer pišemo. Ja, tako da Tako, je bilo veliko tega. Pa se vam zdi, da so se glasbeniki oziroma direktori po glasbenih šolah zavedali tega, kako pomembno je biti Ja, v javnosti, kako je to? Ja, Se pravi, je bil interes Ja, tudi z ja, njihove strani. seveda. zelo veliko. Poseben, ko smo se šli tekmovanje, ne, radijsko. Aha. Pa smo imeli tekmovanje, zelo lepa. Vam bom pokazala. A to Nekaj ste sem Tega pa našla. ni nikjer, pa Vi smo imeli organizirali? 4 leta, Ste jih vi so organizirali? knjige organizirale radijsko tekmovanje mladih glasbenikov. To je bil Ja. velik projekt. 4 leta, Ja. pol pa nisem hotel več. Aha. Izvolite. Tole. Mogoče takole, a Ne, bomo saj bom naredil skopirali? PDF, bom naredil. Bomo, s tem tole. PDF je bo. Gledali ekran. Ja, tako je bilo močno, da je meni od vsega ostalo najbolj v spominu, da je prišla delegacija takratnega Temsika, to je bilo tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov, ki sta ga vodila Lovro Sodja in Franci Okorn, da so prišli do našega direktorja, da to pa že ne, da je Da to smo prevelika konkurenca. konkurenca, da mi imamo denar, da bomo lahko ne vem kako speljali, oni so pa ne. Ja, da so bili proti na začetku zelo, da bi se bom kar tako rekel, mi dve šle posebno radijsko tekmovanje. Sva tudi prve, ki sva Studio 14 tako rekoč Spucale. usposobile, dobesedno sčistile, pometle in da so bili tekmovanja tam not. Od takrat naprej so se potem začeli koncerti in prireditve v studiu. Prej je bila pa to ropotarnica za stole, pa Big Band je imel. ne, Oni so imeli vaje in so ja. razmetavali, kolikor so vedeli in znali. Ja. In medved so pa, no, snažilka je pometla, to res, ampak stole so pa same Stole, zbrisale, pa sva bili do ostale. lepo od doma, pa nesla vsaka svojo. In potem, ko je bilo to spucali z rožcem, ne vem, kje sva dala rožce, na oder najbolj. Potem so pa dol hodili, pa šest od direktorja, do Gleda. šefa. Tak študijo je to. No in tudi takrat so imeli pol noter marsikaj. No, Luša,
A veste, kaj je bilo? Mi v glavnem smo kako bi rekla, arhiv imamo velik, ne? Arhiv, mi, to smo skladatelje mlade, stare vabili in so radi pisali, ne? Mislim, skladbe, to so kar letele. Recimo jaz sem imela za Tamale eno oddajco, kaj sem 5 minut za novo pesmico je bilo, to sem podedovala od gospe Rezike, ampak jaz sem se pa zmislila drugače, brez 5 minut pa naučim. In to je bilo vsak drug ponedeljek, meni se zdi, vsak drug ponedeljek. In to so bile res 2 pesmice na mesec nove. Jaz sem šla v pionirsko knjižnico, Saši Vegri, prosim, napišite pesmo, ne vem kaj, če je bil 1. maj, ne vem kaj je bilo. Za praznike to absolutno je bila tempirana na ta praznik, ne, karkoli. Potem... Pa ste to vabili tudi skladatelje? Ja, seveda. Kako je pa to potekalo? Kako ste jih recimo pridružili skladatelju? Pa se smo jih posebno poznali. Posebno. Se iz šole, ne, eni so nas učili, z enimi smo študirali, tako da to je šlo zelo tako. Tudi za ta tekmovanje, ne, so posebno skladbo napisali, kot obvezno skladbo v program tudi, ja. Je zelo počaščen in so zelo radi delali. In dokdaj ste potem peljali tekmovanja? 4 leta. 4 leta. Prvi je bil klavir, recimo najdla. Ja. Ampak ne koncertnega lista. Ne vem, Sam kdo je zmagal. zaključim, kot To jaz sem imela ne doma. najdem. In tudi v arhivih, malo sem brskala. A ni bilo? Tudi vi verjetno, gospod Prpič, niste Nisem Ne, tega sploh ga ni iskal, bilo. ampak zdaj, ko imam, bom Bo pa našel. poiskal. No, v redu, da vidimo. No, pa da vidimo, Če ja. ni, da vidimo. Ja. Ne, Jaz Hvala sem se- Bogu. Ker jaz to, kaj sem domov prinesla in da sem meni predal mogla pospravljati zdaj 2 Možno, da dni. imajo zmagovalce zapisane pri glasbeni mladini. Ker imam Ne. glasbena Ali pa, mladina, vem, čisto ampak nič. čist Vse pa ne iz bomo zanimanja. glasbene. Ne, je pa, ali pa časopisi, ne, bo treba pogledati časopis tistega časa. Ne, so ne. Se to bo. Glejte, čakajte, če mi daš. Saj tole je koncert, mora biti. Tle so zborčki, bili leta 82. To so, a veste, sklepni. Na sklepnem so nagrajenci pel, ne? In to vemo, ni treba nič iskati v časopisih. To so zmagovalci, ne? Čakaj, če tlele pa če listi, kaj. Ja, Sklepni koncert nagrajencev. To Ja. so nagrajenci, ni treba, to imamo vse napisano. Kdo je profesor, kdo je, katera šola, to je vse tle napisano. Ja, to Tako so da- tekmovali, ne vem, današnji direktor Slovenske filharmonije Matej Šarc, Vsi Peter same, Mihelič, kot jaja. No, se to je še pol povedala, da pravzaprav so vse te generacije današnjih že zelo Vsi uglednih orkestri so glasbenih, vsi vse naši, je šlo vse skozi šlo. naše roke. Ne skozi ne. Smo sodelovali pri njihovi glasbeni poti, Spremljali bom smo jih, ne. spremljali, zelo, ja. mi Si in hiter. glasbena tudi mladina, sam tlele ni imela pa čisto zdrav. Kako je bilo pa potem sodelovanje? Vi ste po Sloveniji v glavnem delovali, Ja, ja. ampak so bila tudi sodelovanja med temi republiškimi. Jaz se je Radi želela zveza, ne. povedala bolj mal pravzaprav. In tega ni Smo bilo, bili ja. te JRT-jevski sestanki, ampak na področju glasbe, mladinske glasbe je bil Grožnjan v bistvu nekje. A veste, Ne. kaj druge postaje, niso imele uredništva posebej mladinske, Aha. ne? Samo Zagreb, z njimi vem, Ja, da ni so bilo. gospe prišle enkrat na obisk in da sem jih peljala v diskoteko pokazati, kaj imamo, pa gore. A meni se zdi, da so jo tele pravljice, so tisto gospod zanimale, kaj glasbene pravljice. Tako da samo Beograd sploh ni imel uredništva. Tam je bolj glasbena mladina bila zelo, Srbija razširila pravzaprav to glasbeno mladino, oni so imeli zelo. Ni bilo, ne, niso imeli tako na široko kot mi. Samo ti se spomniš, kako smo pa dobili Milenkoviča, to je svetovni violinist. Ja.
Kako je on v Celju Je bila igral? izmenjava teh trakov med JRT, smo absolutno. Ne, ko smo ga snemali. A ja, to pa ne vem. Jaz. Ja, še. To ne vem, kako so oni gor prišli na naša tekmovanja. Pojma. Ne sem pozabila. Ja, tle so bila pol še tudi tale tekmovanja, to, kar imamo zdaj samo slovensko, Temsi, to je bilo včasih le v okviru Jugoslavije, republik. Spomni se, da so šli enkrat v Dubrovnik, je bilo potem zvezno tekmovanje, da so svoje najboljše Bože. poslali potem na zvezno tekmovanje in tle je prihajalo do nekih tle je bilo to, izmenjav. Ja. Tako, ne, da smo to. Dokler je bila še Jugoslavija, ne? Točno, ker vsako leto je bilo v drugi republiki Ja, to tekmovanje. Ne? zaključno. Kako je bilo pa za mejci, ste recimo s Trstom ali Ja, pa s Trstom smo Koroško, sodelovali. ali pa- S Trstom in so tudi na tekmovanju bili in so bili zelo veseli, da smo jih povabili. Tole, kaj je glasbena Matica Trst. Matica, oni so. Matica. GM, da ne bi mislili, da je to glasbena mladina, ker je ista oznaka GM. To sem tlele najdla. Ja. In z njimi smo tekmovali so tle. Ja, ker drugače so imeli, on morate vedeti, in Koper, in recimo Celovca ali pa tudi glasbena Matica Trst so imeli svoje radijske postaje in pravzaprav jaz, če sem gledala ravno te svoje oddaje, ravno iz tega dela ni bilo veliko, ker so se pač na njihovo matično radijsko postajo več obračali, kot pa na ljubljansko. Ne. Že sam Koper, ki je imel svojo postajo gor, sploh Koroška zamejstvo tudi. Tle je bilo le spet malo centralizirano, vse skupaj malo bolj okrog Ljubljane. Ne. Ja. Pa se spomnite, tako, če pogledate zdaj nazaj, vi imate gotovo boljši pregled, kot je morda stanje v arhivu. Ne? Katere oddaje ste peljali in katere so bile tiste vsebine, ki so ostale tako nekako v spominu kot ali pomembne ali zanimive? Ali kaj je bilo tisto, če ste sploh kako vsebino posebej mogoče izpostavili ali ste to v bistvu spremljali vse? Tako, Spremljali bolj smo kar tako. vse. Bolj tako, ja. Jaz sem imela, se pravim, te iz glasbenih šol, to smo se, ne, potem mladi na glasbenih revijah in tekmovanjih, v njih smo pokrivali vsa tekmovanja, tako zborovska kot tudi instrumentalna. Ja, to so še pravzaprav, no, to bom potem povedala. Potem so, to je naslednje vprašanje, potem je prišlo pa do sodelovanja z glasbenimi mladinami. Ne. Jaz za glasbeno mladino ljubljansko, ki moram reči, da je bilo zelo močno in en ogromen bazen enih oddaj in idej. Moram tudi povedati, da je bila Lela prej pri glasbeni mladini ljubljanski, dokler je bil še gospod Gregorač, potem je pa ste nekaj nehali in je rekla, da je rekla, pejt se ne bo drugega, dvakrat na let boste šli na nek sestank, pa to je to. Na kar sem jaz padla v obdobje Jožeta Humra, istočasno sva začela in on je bil pa tudi neusahljiv vir idej in smo začeli na polno paro delati in sem bila v bistvu tam po njem 7 let, potem pa še, ne vem, še skratka pod s Kristjanom Ukmarjem je potem prevzel in sem bila 22 let tam. In to je bil za mene tudi kar, tako kot sem že rekla, en močan bazen oddaj in idej in sodelovanja, močnega sodelovanja. Ne. Glasbena mladina ljubljanska je še danes, mislim, da ima ogromno enih oddaj in koncertov. To so bile jesenske serenade, pa vse mladim začeli. S profesorjem Lorencom sva recimo študentje profesorji, so bile ene dosti močne oddaje, kjer je malo profesor igral, potem pa za kontra še njegov učenec. Ja, tako da potem sem tam sama na Humrovo, pač dajmo še, pa še premalo, sem cikel ob klavirju, ki je še danes. Začeli smo na
v glasbeni šoli Viču Rudnik, potem smo pa preselili v studio 14 in so tam bili oddaje ob klavirju, ki jih je komentiral, prosil me je, če lahko začne tudi kot konferencier nastopati zdajšnji veliki komentator iz Amerike, Andrej Stopar. On je bil na radiju gor v izobraževalnem programu, kolega od moje hčere. No in on je začel v studiu 14 moje cikle ob klavirju predstavljati, nekaj povedati o skladbah. No in ta cikl se je potem nazaj, ker so jih pa vrgli iz studia 14, ker pol so pa drugi začeli noter imeti koncerte, zato ni bilo prostora. Se nazaj na Vič Rudnik, zdaj mi je pa Marinka povedala, no se to bo ona, pa so šli pa v Marjana Kozina in tako dalje. No to je bil en tak moj tudi projekt pravzaprav, in so šli večina pianistov skozi koncert, od Simona Krečiča in tako naprej, ne. Ja, ali pa odskočna deska se je Ja, v 90-ih letih. Ena oddaja je bila odskočna deska, to je Marjan Vodopivec, to mi je prav naročil. On prav idejo, meni se zdi, da je on to delal. Skratka, glavni urednik glasbenega programa je bil gospod Marjan Vodopivec. In on mi je dal to odskočna deska. In tle so lahko nastopali, pa res že tako. On je imel nekaj podobnega. Mislim, da je Ruža Pospiš, ko je bil on za to oddajo. Ona je tam zablestela na tej oddaji. In pol nekaj časa tega ni bilo. In pol sem jaz prišla in pol mi je to predlog in je rekel, naj to začnem. In da tle so prišli pa ta višji, kakor na tekmovanja hodijo. Skratka, malo se je to tudi ponavljalo, ne, da smo imeli enega in istega v vseh oddajah. Pa ne isto leto. Ne isto leto, kakor je rasel. Lela je imela malo višje, bolj že akademijo, jaz sem pa s ta-malimi bolj nekako začela. Pa smo jih pa spremljali, tako. Morava pa omeniti tudi, to je bilo tudi, sva hodile dosti po teh raznih mednarodnih šolah in sicer je bila ena zelo močna tudi poletna mednarodna šola Igorja Ozima v Velenju, ker Velenje je bilo bogato mesto, Rudnik, in so med prvimi izjemno glasbeno šolo zgradili, z orglami not koncertno dvorano in je bila primerna za marsikaj. No in je profesor Igor Ozim najprej bil na Bledu, potem pa začel v Velenju in to smo seveda zelo, zelo spremljali. Vsako leto je bil julija. Ja. Pa potem smo pa hodile pa na mednarodno, pa takrat je bilo sploh to zelo interesantno, ker je bilo obdobje depozitov in čez mejo tudi pod razno nismo mogli kar tako jeti. Sva hodile v Gorico, kjer je bilo mednarodno tekmovanje Rodolfa Lipicerja, violinsko. Tam bil še glavni v komisiji pokojni profesor Rok Klopčič. Ja, in smo potem tudi od tam dobivali posnetke. Tam so bili pa v glavnem tuji, je bilo, ker niso naši bili, ampak ne dosti. No, to sva nekaj let hodile dol tudi iz tega. Je pa naš zaključni koncert je naš operni orkester spremljal. Zato so operni, ljubljanski operni so ga povabili. Ja, oni so spremljali v Gorici. Zato so pač imeli izgovor, da smo šli. Ne izgovor, pač zanimali nas je, da je zelo krasno oddajanje. To so bili od kodarkoli, naši smo že poznali, ampak ni se pa res noben naš udeležil tega tekmovanja v Gorici. Ampak tam je samo violinsko, samo violina. Tam Stefan Milenkovič tudi. Ne, če ne bil to. Ja, pa je bil, mlad, ne, se zdi z očetom, se ga spomnim, ampak prosim, to je zdaj bolj med mamo. Jaz se ga spomnim iz Maribora. Kako pa to razmerje med poročanjem, med temi reportažami, ki ste jih imeli, pa med snemanjem? Med tem, kar je za arhiv, kar je vredno ohraniti. A ste imeli kako, bi rekel, politiko v ozadju ali pa vse ideje, kako
nekaj Ne. ohraniti. ali No, to je pa Lela že prej povedala, da je bilo dejansko eno obdobje, ko so pa rabili toliko police, so pa stran pometali tiste. Jaz sem bila ene 2 leti dlje kot Lela v službi in takrat so ukinili na radiju, takrat je bil direktor Vinko Vasle in so tako rekoč ukinili glasbeni program. Ni bilo več, potem so ustanovili samo prvi radijski, val 202 in tretji radijski. In so nas iz prvega nadstropja, vse oddelke, ki smo bili prej, Mladinska operna komorna, ne, preselili v 5. nadstropje, v 3 sobe in so takrat Hvala Bogu, meni. vse pometali. Jaz Pisal sem je. mislila, v redu, pač to, ampak nekaj se je ohranilo, kot vidim zdaj. Jaz sem takrat mislila, da je šlo še več stran. Katerega leta je bilo to, če se spomnite? 2004-2005, nekaj takega. Ja. Takrat sem jaz sem potem 2006, malo sem še honorarno delala, potem sem šla in takrat so večinoma je šlo, po mojem, ogromno teh stvari. Seveda, a veste, te glasbene šole in to le ni to, kar, ne vem, Slovenska filharmonija posnela z Igorjem Ozimom, ne, so pač zbrisali, jasno. Čeprav je bilo veliko, kot sem že rekla, danes, in če tle vidite, vsi danes znani, od Marka Letonja, Simona Krečiča, ne vem, Andrej Žust in tako dalje, a ne. Ki je zdaj v Berlinu. Ki je zdaj v Berlinu, to je šlo vse, to smo vse snemali, ne, ko so bili taki, a ne, in to se Se ravno zato sprašujem, ker včasih je ta zgodovina raztresena, to je treba zbrati na en kup in ravno taki posnetki so včasih izredno vredni. seveda. Ne zaradi te visoke umetniške mogoče to je. kakovosti, ampak verjetno Marko Vidite, Letonja znamenje danes časa, ne? zelo bil vesel, če bi obstal, a veš, Ja. meni se zdi, da je bil mladi malo grmo, da smo ga posneli kot pianista. Da je takrat je bil. nastopil, ja. Ja. Ali pa Simon Krečič, on je bil odličen pianist, ja. on je kot pianist začel, no, ne vem, a je kaj ohranjenega ali ni, ne. kako pa prej ste omenili, da je to v arhivu s tem presnemavanjem, ni samo novejša praksa, ampak da se je to dogajalo že prej. Da so preprosto trakove presneli. Ja, tako. Ali pa so uporabili trak, pa so kar čez tisto šli novo snemati. Tako, Ja, ne, ja. stare Tako, trakove tako. z nove oddaje. Tako. Ja, tako, ja, Daj nas se to ne. spomniti, da je bilo to nekako. Skozi smo malo. Aj, skozi Tisto v glasu našem obdobju. Skozi smo malo, po mojem. Ja. Še smo. To je slabost magnetnega zapisa. Ne? In takrat smo mi imeli državno gospodarstvo, moral si dobiti devize iz Beograda. In nisi dobil deviz iz Beograda, in hiša ni mogla kupiti trakov, in pol so športniki brisali glasbenike, glasbenike športnike, in je šlo. Ne. Danes je vse na en UBS ključu, ne lahko. Prej so pa rabili tako sobo, ne vem, sam za najne oddaje, pa še več, a ne. Ne, to je. Napredek. Ja. Kako je bilo pa to na terenu? Vi ste se informirali redno, vse ste poznali, v glavnem Ja. še iz radia, še danes, ne vsi poznajo vse Ja. glasbenike, ki Ja, se- tudi brez tega ne gre. Ne? Ja, tako. Ampak Ja, vsi to so bili naši sošolci, ne, so pol bratali v zuniji, pa direktori šol. A veste, je šel domov v svoj kraj, pa je tam direktorat, šola glasbena. Tudi take smo imeli. Ja, Ja, ne, seveda. Vse orkestre, jaz sem bila dolg časa v orkestru, od 15 leta do 30. To je bilo vse pol iz orkestra, so šli na akademijo učiti, ali pa na srednjo glasbeno in cel dan smo imeli na vratih. Lela, imam enega super. Je res. A se spomniš, Vujk je prišel zopet. Simfonični orkester je imel vajo dol, ne 14 ali pa v 26, ne vem, kje so pač, pauza, evo, pri nas na vrata, dobila mi dve. A Ti bi imam lahko. enega super imam, 20. In to so res profesori, tako so jih pripravili, da vam ne morem povedati, 20 minut programa je bilo treba, ne vem, v 40 minut, tako so jih naštudirali te otroke, da jaz ne vem, no.
Nismo nikoli 2 ure rabili, te odrasli pianisti 3 dni po 5 Ja, ur. ker ste tudi eno vprašanje not, kako smo, ali smo imeli prej vaje, pa ali je šlo kar že ne, kje vaje imel edin tonski mojster, da je nastavil tisto, pa Ja. producent, da so malo zvok ujeli, pa otrok, da bi kje lahko dvakrat ponovil, zelo težko. Gremo naprej. Ja. Ne, pa so zelo prišli na študiranje, mislim, pripravljeni. Ne? In ti otroci so hodili tudi pol na druga tekmovanja in so pol prosili za posnetek in smo jim naredili, da so dali. Se to moramo tudi Lela omeniti. Mi smo z vsem začeli, kdaj, kjerga leta je bilo, pa boš ti mogoče bolj vedela, EBU, Evropska zveza radijskih postaj. In tam se je v bistvu začelo mednarodno tekmovanje. Oni so vsako leto tudi v enem mestu. Ti si v Lizbono peljala Mateja Bekavca na tekmovanje. Jaz se pa spomnim potem no, za tvojega sem se spomnila, pa ne, Mateja Grahka, flautista, smo pa v Bratislavo šli na tekmovanje in so tudi kar, ne vem, tam v finalu dosti visoko prišel, no Mate pa sploh, ne. Tako da smo pol tudi, no to je bil tudi eno tako močno sodelovanje, ker se je ta Evropska zveza radijskih postaj spostavila. Ja, jaz sem bila član žirije. 91, to je bilo že v Sloveniji. Sigurno, ki oba sta takrat začela. Ja. Kako je bilo pa predtem, če se spomnite, to sodelovanje evropsko, 70-80 leta. A je bilo kaj takega, tako da bi vi mogoče dobivali kakšne informacije, ne vem, iz Nemčije, iz Francije, iz Italije? Mogoče simfonična, operna, prej, mimo Ja, mladinske, pa malo, te so že. Za mladinsko prav. Za mladinsko, jaz sem imela tele nove generacije, veš, tele, sem si napisala. Sem imela oddajo nove glasbene in tukaj smo pa dobivali izmenjava, ki je bila EBU, ne, ker se to prišlo na, ne vem, katerega leta točno. Ja, Smo pa dobivali, jaz sem dobivala, recimo, imam napisan še čakaj. to boste pa mogoče vi, gospod Prpič, ki bolj znate pobrskati po teh ARD, stvareh. Nemčija. bomo že dobili, ampak to je v 90-ih, to je začetek Verjetno. 90-ih. je to 90, ja. sigurno nekaj. Tam sem si pa napisala. Ja. Imam jaz na te. ARD sem dobila, nemško, tam so imeli dirigiranje. In s to izmenjavo, ne, smo lahko naročili, kar hočemo. Ne. Čakaj, ARD, Nemčija, kraljica Elizabeta, Belgija. To smo dobivali, Belvedere Dunaj, solo pevci, to je samo za petje. Kraljice so pa izmenično, klavir, violina, solo petje. In tisto leto, ko je bila violina in klavir, so bili tudi kompozitorji njihovi. Ampak to je mednarodno. Tukaj na tem belgijskem je recimo Kremer zmagal, to je pa Oistrach. Ja, To so take, to smo dobili. Od Belvedera z Dunaja vem, da smo imeli tudi tole, kaj je že bila, pevkar Anđela Georgijeva, žena od Alanja. Vse Anđela Georgijeva je bila, ja. Tako da smo bili kar na tekočem. Jaz, tole za Bratislava je bilo tako. Radijske postaje so lahko poslale svoje, ne? In 93, jaz sem bila v žiriji eno par let. Najprej je bila Mojca, gospa Mojca Penart, in potem je imela pa ona druge zadeve, pa je to meni dala. Tako da sem jaz. In pogledajte, vse tele postaje so sodelovale. Ja. To smo bili žirija. To bomo lahko posneli, bi si vedno kopijo naredili. Seveda, to najdla včeraj tam vnemala. Lahko, ni problem. Sam da vam povem, ta prezident, ne, se spomnila, ki sem ga videla, je belgijski, on ima to čudovito tekmovanje v Belgiji čez, radio snema.
In smo imeli sestanek in tako tam, ne, na večeri, ne vem, kje smo bili. In on pravi, ja, ni bilo tako dobro, neki nismo bili zadovoljni z enimi, ne vem, kjerimi študenti. Pravi, mi imamo zelo dobro, sem rekla, ja, poznam. In je dol padel skoraj z mize, da jaz poznam belgijsko. In resnično, to sploh niso vedeli, da imajo oni tako tekmovanje. Mi smo ga pa, in je bil zelo srečen. Ja, predvsem začuden, da jaz pa to vem. Tako da smo sodelovali zelo. In tudi prve nagrade dobili. A veste, to je bilo pa tako. Spomladi je vsaka postaja, mislim, so te, ki so sodelovali. A tamle, a niste vzeli? A sem vam vzela? Zdaj sem vam vzela. Je bilo treba v Bratislavo poslati posnetek. In mi smo izbrali finaliste. In te finalisti so potem pa v jesen pa v živo nastopili z orkestrom. To je v studiu radia. Ja, Bratislava. Studio. Jaz sem bila tam z avtom pelala osebno gor, pa te je grah, kako smo šli v Bratislavo z avtom. Ja, ampak ni nastopil na finalno. Igral v dvorani v Bratislavi z orkestrom. Zmagal je pa takrat tale, če gledate Mezzo program, ga lahko Capison, tale čelist, ja. Renaud Capison, oziroma Gautier, brat je violinist, on je takrat zmagal. Grahek je bil pa en tretji. Smo šli gor, jaz takrat sem vozila avto v Bratislavo na pamet gor. Takrat so šla jaz že v So šli, ja. Živa Ploj je šla zraven, ta zdajšnja dirigentka je šla zraven kot da je intervjuje delala in je ravno s tem Gautierjem Capisojem je naredila velik intervju in pa šel z nami pol še, no tako da. Ja, ne vem zdaj, ja, tle smo imeli v živo z orkestrom v dvorani, je nastopil, ja. No, pač. No, jaz sem bila par let, no, eno leto smo imeli v tej lepi dvorani koncertni, eno leto pa v na radio Bratislava, ki ima pa prekrasne študije, ogromne študije, veste, to je naša filharmonija, recimo naša še te. Potem je pa Lizbona in se menjava. Prej je imela vsako leto Bratislava in so se nekako trudili in so druge postaje zapravo in je Lizbona pristala in tako da tam bi imeli pa prvo nagrado mojster, kako ga že ime, sem huda naga. Ni hotel, Bekavac, Mate Bekavac, krasen umetnik, čudovit. Takrat je bilo 18 let. Ta tekmovanja samo do 18 leta. Samo do 18. In ni hotel iti na zaključen. In taki krasni plakati z njem gor. In ni. Fant se je zaljubil v gospo, 20 let starejšo, ki ga ni spustila, ker bi tam lahko še 18 let spoznal verjetno. In tako sramota, veste, kako me je bilo sram. Prvi del koncerta odpade. Ja. Marsikaj smo doživeli. Ko gledate za nazaj, recimo ena taka opaska, ki jo vsi nekje vidijo, je spreminjanje programa, in tudi kakovosti igranja. Če poslušamo danes recimo, kaj na konservatoriju igrajo, so programi, ki so jih včasih na akademiji, za diplomo ali inštrumentalisti, gre naprej. In tudi programi se spreminjajo. Če pogledate za nazaj, kako se vam zdi, da so se programi, ti mladinski, pa tudi otroški, ne nazadnje, spreminjali, a so se spreminjali, a kaj ostaja, recimo kakšni skladatelji, kakšne imena ostanejo ves čas prisotna? Zlasti, se pravi, tako kot ste že prej omenili, jaz mislim, da je v glasbi skoraj tako kot v športu. Takrat, ko je skočil skakalnice 100 metrov, smo bili že vsi čisto navdušeni. Isto je pa zdajle
v glavi. To, kar igrajo na nižji ali pa na srednji šoli zdaj, to so včasih na akademiji. Zdaj kakšen imajo program, to mora v bistvu vsaka šola. Oni vedo, kaj dajejo tem učencem, ampak jaz ne opažam, da bi zdaj mogoče. Jaz tudi veliko program Ars poslušam in se čudim pravzaprav, popolnoma skladatelje, za katere mi takrat sploh nismo vedeli, zdaj, kje to dobijo, veste, ogromno je novih skladateljev, imen za dobro muziko, za katere takrat tudi pod razno nismo vedeli. Zdaj pač v bistvu ta tehnologija, po mojem, a veste, digitalizacija, vse mi, ki smo oddaje delali, jaz sploh nisem muzikologinja bila, mi smo imeli 3 knjige tam gor, iz katerih smo črpali ven, da si dobil nek tekst, nekaj napisati, pol si klical v šolo, da ti en par podatkov dala učenje. Res smo veliko težje pisali vsebinsko kot pa zdajšnji. Jaz se pravim, da veliko poslušam program Ars in se pravzaprav ne čudim, da imajo zdaj toliko več in nekje bom rekla lažje delo tudi, ne. Bolj pester, popolnoma drugačen program. Vse je še tudi Mozart, Beethoven pa to, ampak vmes je pa zelo veliko novega, nikoli slišanega, vse za mene, ne. In verjetno zdaj, kako pa programsko te glasbene šole, kakšen program postavljajo za mlade, to bojo pa verjetno drugi povedali. Jaz ne sledim toliko. Pa ta povezava, ki je recimo glasbena mladina ima tudi od začetka imela, popularna glasba kot del svojega programa je spremljala to. Kako bilo s tem na radiju, ker med glasbeniki je to tako precej močna razlika, če so klasiki, pa so potem popularci. Seveda, tudi uredništva so napustili. Tekmovala. Se povsod odraža to. Mi to nismo, če smem reči, saj na akademiji ni bilo niti harmonike, ni bilo kitare, ni bilo, ali kaj, se jih niso spustili, zdaj pa imajo. Pa Citrec so na tem, da bojo počasna akademija, so že, ne vem, se že, harmonika je bil, Zagreb je imel harmoniko, naši dolg časa nismo imeli. Smo tudi tako prost, še jaz sem o zgodbice, se tako kaj Lela prej rekla, da so potrkali na vrat mamenga, super. Se tako spomnim, da je prišel en fant s Tolminskega s posnetki od Marka Hatlaka. In smo rekli, harmonika pa ne, pa smo ga tako nekako, nismo, če zdaj gledam in poslušam, a veste, kam je ta fant prišel s to harmoniko, takrat je bilo to obrno, harmonika, ne bi, približno tako. Vem, da je prav s posnetkom in mi ga je pustil, pa pol nekako nismo nadaljevali ta sodelovanje, žal, to je bil en tak moj kiks, recimo, ne. Ne veš takrat pravzaprav vsega, s kom ja in s kom ne. Takrat so se v našem obdobju tudi začele prve privatne šole. Jaz sem zelo sodelovala z atelje Tartini, so ustanovili in so bili takrat oba, gospod in gospa Repše, tudi dosti aktivna, zelo aktivna, in smo tudi pa recimo v Domžalah je tudi bivša čelistka Zdenka Kristl, tudi svojo šolo pri nas ustanovila. Te smo z veseljem šli ta prve privatne šole tudi snemati in je bilo za njih tudi poljezno, da atelje Tartini dobila za na steno en sliko, in tako, tako. Kaj pa kitara, ne samo harmonika, recimo električna kitara in te popevke, da se ve, ampak zato glasbo, ki jo v bistvu mladi poslušajo, Seveda. Pa je zelo vezana na to Mi nismo, kulturo mladih. Zdaj ne vem, kako je, mene 20 let ni tam, ne vem. Mogoče imajo zdaj. Kar zelo strogo ločili, resna pa zabavna glasba, Zelo resno. Ni bilo tako. In če gledate danes, recimo, gotovo imate
Toliko časa ste delali iz hiše, kakšne informacije o tem, kar ste vi naredili, pa ste ogromno naredili. In zdaj tudi delajo, kar spremljam, po Arsu so tudi oddaje prav namenjene. Je nekaj mladinski bistveno manj. A veste, vi ste bili tudi na radiju, takrat, ko so bili še te 3 programi, prvi val pa mi, to se je zelo merilo s procenti poslušanosti ene oddaje. In seveda en val 202 je imel 80%, pa je bil prvi, Ars je bil pa vedno 4 do 5%. In se je potem še v okviru tega pravzaprav zelo selekcioniralo in pazilo, da ne bi bilo preveč pa takih oddaj, ki jih ne poslušajo široke ljudske množice. Eno oddajo z glasbenih šol so poslušali mama pa strici, pa je bilo že konec. Ja. Tem je bilo. Ampak je bila programska politika glede tega, za častim je v bistvu vse se ni pustila. S temi procenti odpraviti, koliko je sam poslušanost. Zdaj je, pogovarjala sem se, da mi je povedala tudi, kdaj sem z glasbeno mladino sodelovala, sem se z Marinko Gombačevo in mi je rekla, da se tudi zdajšnja urednica zelo trudi, ampak da se velikokrat pritoži, da da naročilnico za snemanje pol leta prej, potem pride pa, en veliko pomembnejši zadnji teden, ne daj unstran, vršte unstran, pa se ne snema, tako da je veliko manj tega, po mojem. Mislim, da imajo nove glasbene generacije, da popoldan včasih to poslušam. Pa eno zborovsko imajo o petkih, malo pred 12, to je edino, kar jaz sledim. Popoldan moram reči, da malo manj poslušam, dopoldan pa zelo veliko. Ja, in če bi tako nekje za konec ta pogled, ko ste ga nakazali tule, da se je spremenilo, da se manj poroča, manj informacij o glasbi mladih. Kako bi to ocenili? Kaj se vam zdi, da je to prineslo, ko ste delali? Napredek, sodobna glasba, sodoben način. Ta mladi so pravzaprav samo še pred računalniki in s pametnimi telefoni in pravzaprav kdo od ta mladih si pa radio še vklopi, mogoče v avto, ki se kam pelje, nimajo ne časa, ne smisla, ko jaz gledam na to, da je radio pač bo obstal absolutno, ampak je to ena scenska glasba v ozadju, neka kulisa, ki jo malo poslušaš, jaz tudi ob kuhanju, se redko kdaj usedem, pa samo tako poslušam. Mladi pa po mojem še toliko bolj, saj imajo vse pritisne na telefon, pa se lahko pa dela. Ja, prav lepa hvala. To je, jaz mislim, da te glavne stvari ste zelo lepo povzeli, sem zelo hvaležen. Mogoče samo letnico, od kdaj do kdaj ste delali, če imate mogoče to spomin? 1972, Od oktober 72, aha. do 2000, noč. Do 2000, to sem. Jaz pa od 73. Februarja recimo, pa do 2005 uradno, potem sem pa še en let nekako honorarno pomagala ravno tem mladim. Jaz tudi pa do 2001, pa pol, nekaj takega. Sem uvajala nove, kaj ste. En let pa pol sem še hodila. Ja, včasih smo lahko šli prej v penzijo, zdaj hujš, ne? Ja, ne so kar nagnali, takrat je bila hajka. Ja. Takrat je zelo, v Sleper šel za direktorja, je bil zelo befel, čim več ljudi v pokoj spraviti. Ja, saj za RTV se je od nekdaj govorilo, veliko zaposlenih bilo, je bil skozi ta problem. Ja, TV pri nas ne, radio bolj malo. Ko je bilo eno vprašanje, ne vem, ali smo ga vmes sodelovanje z televizijo, To sem hotel zdaj še nič od nič.
nič od nič. Ja, res. Vse televizija je tudi imela veliko manj. No, to sem še hotela dodati, saj oni pa niso tudi v tej smeri, ne več, kar, ne vem, ali zborovske. Ja, recimo, Zbore so prenašali vedno, to je bila stična, ja. od naših mladinske pa ta mednarodni festival v Celju. Ne? Ampak to so prišli samo zaključni koncert na stadionu, ki je 1000 pevcev pel ali koliko, ne vem. Vse šole celjske tam okrog. Tisti za sliko je vse lušen tisti, ne? Mi sploh nismo rabili, ne, ker. In to so prišli v glavnem niti nič vprašati, ker tehniko, ker so naš to naredili. Ja. In to so se kar tehniki in so se na nas priklopili. Na naše. Zdaj, če imate izklopljeno, ampak mi smo se tam ne snimali. Smo se trudili, pa snimali. Po